Dragi moji alieni in tisti, ki še niste alieni, dobrodošli nazaj na moj kanal. Verjetno ste že videli na naslovnici, ampak ja, danes bomo govorili o serial killer Nuni. Ne vem, človek ne more več verjeti, kaj vse obstaja in kaj vse lahko naumiš. S tem, da je to zelo resnična zgodba o Nuni, ki je za časa svojega poslanstva ubila tako od 130 potrjeno ljudi do 500 vprašljivo ljudi. It is freaking mind-blowing. In kako jaz za to prvič slišim, kako vi za to prvič slišite, ne vem, ampak gremo v to zgodbo. Mariam Soulakiotis. Keep in mind, da je to grška pravoslavna nuna. In če to jaz narobe izgovarjam in vi veste, kako je prav, se upravičujem, v glavnem Soulankiotis. Mirjam Soulankiotis, od zdaj naprej bomo klicali samo Mirjam. Ali pa še boljši nickname za njo so se spomnili, in sicer Mati Rasputin, ker je bila res pač scary. Samo eno luč ugasnem. Gospa Mirjam pa ni bila le serijska morilka, bila je tudi goljuf pivka, velik zvejat z denarjem je izterjala, mučila je ljudi in bila na koncu obtožena številnih drugih zločinov. Govorili bomo tudi o obdobju, kjer je bila religija na višku moči oziroma je bila najbolj pomembna ljudem, tako revnim kot bogatim, ker so takrat verjeli, da če bojo pustili Bogu oziroma neki višji sili voditi njihovo življenje, se je vredno za to odreči vsemu, se pravi bogastvu, se pravi basically najbližjim družini, vse manj vredno bilo takrat kot one and only Bog. Tako da ja, stara zaveza sploh je bila od nekdaj scary in ko govorimo o cerkvi, velikrat jo povezujemo s kakšnimi slabimi stvarmi, pa da kradejo, pa sem kopičejo denar, pa take stvari. No, to bo zelo skrajen primer tega. Ta naša zgodba, resnična zgodba, pa se dogaja v Grčiji, bolj na začetku 20. stoletja. Mirjam je bila rojena v precej revno grško družino, kar pomeni, da je odraščala na kmetiji in tudi mogla je delati v raznih tovarnah, zato da bi preživljala vsaj približno sebe in pa svojo družino. Tudi ko je bilo res revščina v smislu, ko se je zbudila, ni vedela, ali bo dobila zajtrk, ali ta dan lih ne bo dobila zajtrka, tudi hrana ni bila samoumevna. To omenjam zaradi tega, ker je mogoče pomemben, kako je poj pri njej v življenju ratal ful pomemben, da se je načrpala neko bogastvo in pa moč, ker včasih tega ni imela nobene kontrole, pa kar naenkrat je imela pa moč, vse boste videli. Naša zgodba se začne obračati na glavo, ko je bila 23-letna naša nuna Mirjam predstavljena skupaj z menihom po imenu Matthew Karpatakis. Tako zelo idilično, torej sta se spoznala v času meniškega študija in druženja in ona je bila pač nuna in on menih. In takrat se je ta cerkev začela razdvajati. Jaz v tej cerkveni zgodovini veliko ne vem, ampak ta ortodoksna cerkev na staro koledarsko in na novo koledarsko. Nova koledarska je bila ta, ki jo je začel počas v pogon spravljati in zagovarjati ta oče Matthew oziroma menih takrat. Ta Matthew je pa že zelo močno razvil to svojo radikalno idejo, da hoče za ljudi, ki želijo prepadati novo koledarski cerkvi, je želel postaviti samostan, kakor neko varno zatočišče, pa da jih bo to združevalo, pa da bojo tam močnejši in da bo neko zavetje za njih. In je s tem začel in takrat vsa zaljubljena in srečna naša nuna mu je sledila, pa ne samo, da je sledila, bila mu je ogromno podporo, bila sta takrat pa srajca in ona je takrat gladko pustila vso svojo družino zadaj se, ne da je imela veliko za zgubiti, pa revščino pa to in je šla tja v samostan pomagati, ne samo, da je šla pomagati, ona mu je še zdaj, ne vemo kako, nekako prekradla oziroma dobila ogromno zemlje, tako hektare in hektare in hektare zemlje, jima je preskrbela, da sta sploh lahko imela in vodila ta samostan. Še zdaj dejansko ni znano, kako je prišla do te zemlje. Pa je bila res dejansko tako čustveno inteligentno močna, da je znala ljudi bogate dejansko prepričati v te stvari in če so takrat verjeli, da s tem ful nekaj dobrega delajo za vero in za Boga, so kakšni dejansko nasedali tem prošnjam boge nune, Ta samostan je bil lociran med vasema Kerateja in Kakitalasa. Rečeno je potem, da ta oče Matthew, ki je bil tudi dosti starejši od nje, je začel zgubljati na zdravju in na moči, medtem ko je ona začela pridobivati na svoji moči, ker kakor obvisli imela tle že ful velik položaj, ker je on cenil in je videl, kaj se je naredila za njega. Oba pa sta takrat veljala tako dobesedno obraz vere in iskrenosti in zaupanja in so njiju skupaj videli, so jih vsi častili, vsi so bili wow, it's a perfection, vsi so verjeli v njiju in vera je bila takrat, kot sem rekla, glavno vodilo gibanja nasploh ljudi. Ampak že preden je moj oče Matthew preminil, sem se majčkeno slabš počutil, ker je ona začela pridobivati na svoji moči, je ratala zadolžena za to, da nabira ljudi v to njuno cerkev in pa tudi finance. Ok, zdaj moja slika se sem prepeljala. Me je spomnila, da moram govoriti o moji kodelinka Pet Jimbi in pa to, kako prideš do takih sprememb. Sem dojela, da vam itak vsakič, skoraj že vsak mesec ali pa
enkrat na 2 meseca malo pokažem progresa in se mi zdi, da se tle spet malo lepo vidi. Pa iskreno se hočem tudi zahvaliti tistim, ki dejansko kupujete prek moje kode in me s tem res lepo podprete in hvala ful. Sam še omenjam, da vas majčkeno navdušim. Favorit tega meseca pred Jim Beamom je proteinski sladoled. Človek si ne more misliti, da to obstaja. In to, kar ga jaz večer zraven pojem, ker ga imam, tako 2 skupaj, ker je v prahu in zraven dodal sem rižev mlek in tam noter je dejansko 54 gramov proteinov. To je tako polovica skoraj, kakor jih povprečen človek na dan rabi in je awesome. I love it. Okus je top. Tako da, če boste probali, vam najbrž ne bo žal. Če rabiš sploh malo bulkat, pa tako malo sladice, pa full proteinov, it's awesome. V glavnem, Alenka 5, pa gremo dalje v video. Skratka, Tanja Bogi oče, ki je začel umirati, je samostan zgradil iz 2 načel. Eden je bil slavljenje device Marije, češčenje Marije in drug zbiranje finančnih sredstev za nove člane in za ta samostan, da bo imel čim boljši life. Ona je pa njega samo opazovala, vse čas občudovala, ampak gledala je, kako je trpel, kako je imel tudi 40-dnevne poste, kako se je pustil, tudi da bi se malo lakote in še žeja, tako 40 dni trpiš tam. Take zanimive zgodbice obstajajo. Ona je bila takrat že ful koruta do ljudi in vsi so se jo bal, ni sicer bila še serijska morilka načeloma, ampak tako, medtem ko je bil on na smrtni postelji, je takrat dejansko prišel škof, je hotel mu nek maziljenje narediti oziroma se pobotati kao novo koledarsko, staro koledarska cerkev in je ona takrat ulaufala noter v prostor in je preprečila, da se bo ona dvakrat pogovorila, tako da že preden je ta oče Matthew umrl, imela ona ogromno moč in vpliv. In noben ne ve, kaj bi pravzaprav bilo, če ona takrat ne bi vletela in bi se mogoče cerkve pobotale. Končno je mati Miriam postala uradna redovnica in predstavnica tega samostana in to je bilo po 11 letih, odkar je začela delati z Matthewom. On je pa tudi takrat umrl, mislim, da je bil 66 ali pa malo čez. Takrat se je popolnoma posvetila samo nabiranju finančnih sredstev za ta samostan. Zdaj pa poleg za obljube, ko so te novi ljudje prišli v to cerkev oziroma samostan, samo zato, da se bi znebili svojega zloseb in grehov in kazali zavezano svoji veri v to novo cerkev, so mogli priznati vse svoje grehe, se postiti, tako kot je ona prejavila ta stradanje pri očetu Matthewu in biti zavezani k molku. Zdaj pa predstavljaj si tam v tišini, pa lačen, pa ja. Zato rekli, jaz se marsikera cerkev, ni važno, kjera točen smer je, se približno s tem ukvarjajo, pa imajo postove, pa molke v samostanih, ja, ampak pri njej je bilo mečkem bolj. Ta stroga opatinja je uporabljala ostudne in stroge načine, kako je prihajala do denarja in kaj je počela z ljudmi v samostanu. Ko so enkrat ljudje tam bili ne absolutno vsenzenih in je poskrbela, da so imeli pomanjkanje hrane, pomanjkanje spanca, absolutno pomanjkanje prostora in hude telesne kazni in tudi smrt, obviously. Ko so tja novi člani prišli, morate razumeti, da so ene izmed dolžnosti njihovih je bila, da so bili odrezani. Če prejš tja si odrezan zunanjim svetom, ne moreš iti, tam si basically zapornik in pa so jih mučili. Če niso molili ure in ure in ure, so jih tepli, zapirali v celice dol v klet. Ampak to ni veljalo za kogarkoli. Mati Miriam je zelo bistroumno ciljala na najbolj premožne in kot sem rekla, vera je takrat pomembna in oni so jih gladko pripisovali svoja draga poslopja, pa parcele, kjer so bili, vse najbolj dragocene stvari, ker če si bil tam, ne smeš imeti imetja. Zdaj so te pa bi spraševali, zakaj da, fakt bi kdorkoli tja prišel, ok, razen da so ultraverni, zaradi tega, ker je ona dobesedno začela ta samostan opevati kot edin raj na zemlji oziroma zdravilnico proti tuberkulozi. In kaj takrat bil zdravil za tuberkulozo? Ni bilo zdravila. In če si ti enemu rekel, sploh kaj je imel premoženje, če prideš sem in se odrečeš, ti smo kar imaš, boš zdrav, tukaj imamo najboljše zdravnike, edini imamo zdravil za tuberkulozo. Pa le, kje smo, na hribu gor je bilo ta samostan, ful daleč od vsega, najboljši zrak, pa še ta višina pomaga pri teh zdravljenih, vsi so drali tja. In ko so prišli tja, odrezani od zunanjega sveta, nič niso mogli, to so prihajale ženske s svojimi otroci, tako da ja, tudi otroci so tam trpeli in tiste ječe tam so bile polne ljudi, tiste bolnišnice so bile polne, nabasane, na dan so dobivali za pes hrane, mogoče, to je bilo, čas je preprosto odločila in jih je pustila umreti. In če vas zanima, če tam dejansko bil kakšen zdravnik, ki bi se znal ukvarjati s tuberkulozo, bil je tam en zdravnik, in še ta je bil usposobljen samo zato, da je lahko predpisal mrliški list. Torej, ko človek umre, on lahko napisal čas smrti in ja, mrtev je.
Če so prihajala tja mlada dekleta, so vse, kar so ji lahko dala, so bile njihove dote, recimo, torej kar so podedovale ob sveži poroki. In če se kdo ni strinjal z njo, potem, ko je stopil v ta samostan, ga je zaprla dol v ječo in mučila, dokler se ni strinjal. Pa je bila tam recimo ena gospa Baka ali Beka, nisem ziher, ki je tja prišla skupaj z 2 otrokoma. To so bile take konkretne zgodbe, ki so bile povedane. Ko so prišli tja, je videla, kaj se dogaja, da bojo mučeni, da jih bo vse mučila in jih hotela zbežati in itak ni bilo šans. Gladko jo je zaprla dol v ječo, v njeno kletko, ker je bilo še en kup drugih bolnih ljudi. In pa je pri njej prišlo do ene točke, pa to je bila ful premožna gospa, ko jo je Miriam končno želela spustiti, ampak potem je ta gospa Baka ali Beka padla v komo in ko je Nuna videla, padla v koma, neki ni okej, jo je pustila dobesedno tam ležati in zgniti. Torej ljudje, ki so tja prišli po pomoč za tuberkulozo, so dobesedno bili zgužvani v prostore s premalo ljudi, najbrž od strupli in so tam gnili do smrti. In če je bilo samo 130 ali 150 potrjenih, pa da jih je bilo 500 potencialno, ker si morate predstavljati, koliko neskončno smrti na gravžnih se tam zgodili, pač in tako dnevno, po moje skoraj. Zdaj so te sprašvali, od kje naj toliko moči, da se je ukvarjala s temi, kako jih je vse pridržala. Ja, valjda je imela tam nune, ki so ji pomagale, ampak fora je bila, da če so se te nune uprle, ena je bila enkrat blak, se je mečkam bolj uprla in je prosila druge nune, da so jo tam zbrcale in steple do smrti. Pač ubile so jo. Po toliko brcah in udarcih je notranje izkrvavela in pač je tam gladko na dvorišču umrla. To je bilo pravno javno linčenje. Pa je bila pa še ena nuna, ki se je enkrat uprla in spet so bile prisiljene druge nune, da jo stepejo in je dejansko ona na eni točki prišla do bolnišnice, ampak ko je prišla do bolnišnice, je pa v mukah spet zelo kmalu umrla in ni mogla šerati naprej novice. Vse do leta 1949. Tako da nekih 10-11 let je tako ona konkretno vladala na tak način. Takrat so se začele širiti neke govorice, da se znotraj teh zidov samostana dogajajo neke čudne stvari, predvsem zaradi tega, ker je bila zunaj hčerka od ene bogatašinje. Tista bogatašinja je šla noter v samostan in potem so iz samostana prišli do te hčerke, rekla, tvoja mama je rekla, da prepisuje vse bogastvo in vse, kar ima na to nuno in ona rekla, to res ni normalno za mojo mami v lifeu, ne pričakujem, da je to možno, da bi to moja mami naredila in so potem začeli končno raziskovati. So se le bogati umešali, I guess, in šele 1950, potem, ko so se začele širiti te govorice, so nekako udarali v ta samostan, po noč najdel to glavno nuno v njenih fancy, udobnih sobanah, druge tam zvezane. Dol v kleteh so najdel zvezane ženske, večinoma jih je razgalila, tako da so bile še nage, premražene, osramočene, sestradane, otroke tam imele in so potem vse te ljudi odpeljali ven, najdel so ogromno kosti, ogromno trupel in što se je bil da je bil ta sistem še toliko čuden, da ne konkretno ful dolg niso mogli zares obtožiti in je zelo kmalu šla prosto romat nazaj po svetu. Ko so vdrli noter, je 85 policistov 2 dni preiskovali teren in rešili 46 otrok. Najdel so postane več kot 170 trupel. Otroke teh žensk so bili tam, so jih mogli zavleči iz rok teh nun, te nune so se itak spet bale za svoj življenje, če bi pustila otrokom iti. Ugotovljeno je bilo tudi na sodišču, da ima v lasti $750,000. Koliko je bilo to takrat denarja? Po mojem zdaj krat ne vem koliko. Veliko več, kot bi bilo zdaj vreden. Dolarjev v gotovini samo in listine za več kot 300 kmetij in hiš. A si lahko predstavljate, koliko je to keša? Ampak tudi zaradi tega še ni bila preganjena. Takrat je prejela sem 26 mesecev zapora zaradi nezakonitega uvoza gum in izvoza oljčnega olja na Ciper. Damn! Koliko je prišla iz tega kratkega zapora, pa je prišlo, hvala Bogu, do novih razprav na sodišču in do novih tožb, kjer je bila potem obtožena. Umorov enega meniha, 3 redovnic, pa tudi ponarejanja porok, izseljevanja, zlorabe, mučenja in umorov iz malomarnosti. 1953 je prejela 10-letno zaporno kazen, po 3. sojenju pa dobila še nadaljnja 4 leta zapora, ker se mi zdi vse skupaj brutalno in bizarno malo. 177 umorov je bilo potrjenih, domnevnih je pa nek 500, kot sem že stokrat rekla. Potem je bila zaprta v zaporu, ki se imenuje Everoff in je tudi umrla v zaporu, ko je bila stara 71 let. To se da do konca, ko je bila ona v zaporu in ker je dajala še izjav javnosti, vedno rekla, to so satanske izmišljotine, jaz nisem nikoli nič naredila, jaz sem popolnoma nedolžna in vedno obstajajo ljudje še zdaj, ki pač verjamejo, da je bila nedolžna ali pa da je nekaj dobrega počela. Drugače pa Samostančevo zanima je še leta 2019 delal, ne vem za 2023, ampak takrat je še delal in deluje bolj normalen in safe in
ok. Drugač pa ja ne vem, komentirajte, kaj mislite, pač, a mislite, da je bila res psihično verna ali sem pač totalno bila oportunistična in sem denar iskala in cuzala in I don't know. Glavno, dragi moji, Alien Mama Out, se gledamo zelo kmalu, ogromno enih TikTokov imate na TikToku in ne rabite imeti računa na TikToku, da gledate TikToke, prej da ste na TikToku, kot sem rekla TikTok. Pridni bodo, radi se imejte, Alien Mama Out, bye!